Spoštovani gostje, dragi prijatelji, dobrodošli na slovesni proslavi ob 27. obletnici samostojnosti Republike Slovenije, ki jo prirejajo Kulturni center Lojze Bratuš in krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič v okviru poletnih srečanj pod Lipami, v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, Konferenco za Italijo in knjižnico Dušana Černeta. Med nami nocoj prav lepo pozdravljam vse predstavnike verskih, političnih, družbenih in kulturnih ustanov. Prepuščam sedaj besedo za uvodni pozdrav predsedniku Konference za Italijo Svetovnega slovenskega kongresa, doktorju Karlu Brešanju. Spoštovani, zbrali smo se v tem našem centru, da proslavimo dogodke, ki so v letih 1989-1991 prejšnjega stoletja zaznamovali rojstvo Slovenije in bodo skupaj s koncem druge svetovne vojne napisani z zlatimi črkami v zgodovini slovenskega naroda, v spominu slehernega Slovenca, v domovini, v zamejstvu in v zdomstvu. Ni retorično, če trdimo, da 27. september leta 1989 je mejnik v zgodovini slovenskega naroda. Na ta dan je namreč parlament v Ljubljani skoraj soglasno potrdil spremembe slovenske ustave, ki so dovoljevale temeljno listino suverenosti države in njegove državnosti. Pot do tega datuma ni bila lahka. Peljala je skozi težko gospodarsko krizo v takratni Jugoslaviji. Prišli smo do znanih aretacij v Sloveniji, ki so povzročili pravi politični in pravni škandal, katerim je sledil odpor slovenske javnosti in javna podpora slovenske cerkve demokraciji. Ljubljana se je prvič uradno spomnila na pobite domobrance in začelo se je govoriti o Božiču kot dela prostem dnevu in kasneje kot prazniku vseh Slovencev. Šele ko je slovenski parlament sprejel novo ustavo, smo se prav zavedali, kaj to dejanje pomeni in kakšen inštrument smo s tem dobili. Upam si trditi, da ravno vaša prisotnost na tej proslavi izraža jasno sliko slovenskega naroda. Maturantje in člani pevskega zbora z Mendoze, Argentina, katere prav prisrčno pozdravljam. Slavnostni govornik, dr. Stane Granda, tudi njemu gre naš lep pozdrav. Prisotna je tudi delegacija veteranov, borcev za Novo Slovenijo. In vi, dragi prijatelji z Goriške, hvala za vašo prisotnost. Pozdravljam predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, doktorja Pleskoviča. Zahvala tudi našemu dekanu, gospodu Marjanu, ki je danes daroval svetomašo za domovino. Nocojšnja proslava, katere pobudnik je Konferenca za Italijo pri Svetovnem slovenskem kongresu, je 26. po vrsti in četrta, ki se izvaja v tem centru in je morda najbolj odmevna v našem zamejstvu. V njej se spominjamo na tiste dogodke, ki so tako globoko segli v novejšo zgodovino naše domovine. V teh dogodkih ne moremo razumeti, če ne sežemo globlje v slovensko stvarnost, če ne pogledamo v njihov prej in v njihov potem. In če osredotočimo naše spomine samo na osamosvojitev, ne da bi pri tem dodali tudi enako pomemben pojem demokratizacijo. In vendar, ravno zaradi tega zadnjega v tistih letih je skoprnel režim, ki je vladal v Sloveniji in jo potiskal v gospodarsko
nepomembno balkansko skupnost, je ravno in samo s tem dogodkom naša domovina postala članica Evropske skupnosti, enakovredna vsem demokratičnim, svobodnim in gospodarsko razvitim državam Evrope. Dogodek izpred 30 let sestavljata dva pojma. Samostojnost, ki se istoveti s svobodo naroda in predstavlja zaključek tistega političnega procesa, ki je začel že med prvo vojno, prvo svetovno vojno, v letu 1917 s prvo majniško deklaracijo. Po koncu vojne precejšen del slovenskega naroda je bil vključen v kraljevino Jugoslavijo. Meseca maja 31. leta je italijanska krajevna vojska je udrla v Slovenijo in si skupaj z Nemško in z Mađarsko porazdelila celotno slovensko zemlje. V naslednjih 4 letih je naša domovina plačala ogromni davek krvi, trpljenja in porušenja. Po koncu druge svetovne vojne je bila razglašena federativna Jugoslavija, a istočasno tej federaciji južnih Slovanov, kako tudi drugim državam na Balkanu, je bil usiljen takšen komunistični režim, značilen za Sovjetsko zvezo. Osvobodilni boj je bil za prenosnega človeka še tako pomemben, a je bil ta zaključna faza, čeprav najbolj grozeča, tistega odpora, ki so ga naši očeti izvajali že desetletja proti raznarodovalni politiki italijanske države. Primorski človek je dobro vedel, kdo je bil njegov prvi in pravi nasprotnik in proti komu se je moral boriti, a istočasno ni sprejemal njemu tuje ideologije in garant za narodni obstoj mu je bila samo cerkev, kjer je lahko po slovensko molil in peval slovenske nabožne pesmi in iz prižnice poslušal bodrilne in spodbujajoče besede svojega župnika. Samo to zadnje nam je bilo dovoljeno in šele dosti kasneje, ko je bila mera že polna, so naši očetje zgrabili za puško. V 80-ih letih se je začela nova pot, ko se je v slovenskem človeku pojavila nestrpnost do režima, do enoumja in do federacije. Porodila se je v njem nova ideja, začel je razmišljati o samostojnosti, o samostojni Sloveniji. In skoraj 90% Slovencev se je izreklo za odcepitev od federativne Jugoslavije. V številnih časopisih smo lahko brali podobna gesla. Samostojna Slovenija, bodi pozdravljena. Janez Dular, prvi minister za Slovence v zamestju in po svetu, je jasno povedal, da vse to, kar se dogaja v Sloveniji, bo globoko vplivalo tudi na Slovence, ki živijo v Italiji. O Slovencu iz Kanade smo prejeli obvestilo, da nova ureditev naj bo vlada ljudstva, po ljudstvu, za ljudstvo. Proces osamosvojitve je bil dokaj širši in se ni ustavil pri samostojnosti. Slovenskega človeka je zajela nikoli utišena želja po demokraciji, po vladi ljudstva v svoji celoti, druga taka magična beseda. Ne le samo svoboda naroda, ampak tudi svoboda človeka, kateri izraz so osnovne človekove pravice in te dajejo dostojanstvo slekatnemu Slovencu. Smo pač Slovenci posebne vrste, z našo mislijo naravnani v Trst ali v Rim, a za nas Novogoričan ni samo sosed, velikokrat tudi sorodnik in celo naš brat ali sin. Nosimo v srcu Ljubljano, tja pošiljamo naše sinove in hčere na visoko šolanje. Napajamo se z lepoto slovenskih goric, z duhovnostjo naše svete gore, brezi in svete višanje in vsak dan se borimo za naš obstoj.
Z možnostjo dvojnega državljanstva, ki nam je dana, lahko vplivamo tudi na politične in upravne dogodke v sami Sloveniji. Sem mogel skrčiti govor. V 80-ih letih je začela nova pot, ko se je v slovenskem človeku pojavil nestrpnost do režima, do enonja in do federacije. Porodila se je v njem nova ideja. Začel je razmišljati o samostojnosti, o samostojni Sloveniji. In skoraj 90% Slovencev se je izreklo za odcepitev od federativne Jugoslavije. V številnih časopisih smo lahko brali podobna gesla. Samostojna Slovenija, bodi pozdravljena. Janez Dular, prvi minister za Slovence v zamestju in po svetu, je jasno povedal, da vse to, kar se dogaja v Sloveniji, bo globoko vplivalo tudi na Slovence, ki živijo v Italiji. Od Slovencev iz Kanade smo prejeli obvestilo, da nova ureditev naj bo vlada ljudstva, po ljudstvu za ljudstvo. Proces osamosvojitve je bil dokaj širši in se ni ustavil pri samostojnosti. Slovenskega človeka je začela mikati utišana želja po demokraciji, po vladi ljudstva v svoji celoti. Druga taka magična beseda. Ne le samo svoboda naroda, ampak tudi svoboda človeka, kateri izraz so osnovne človekove pravice in te dajejo dostojanstvo slehernemu Slovencu. Moram priskati. Ker se bomo zaradi časa, da bi vse prečitali. So bili pravi. Prostite. Smo pač posebni Slovenci, z mislijo naravnani na Trst ali Rim, a za nas Novogoričani samo sosed, velikokrat je tudi sorodnik ali celo brat in sin. Nosimo v srcu Ljubljano, tja pošiljamo naše sinove in hčere na visoko šolanje. Napajamo se z lepoto Slovenskih goric, z duhovnostjo naše Svete Gore, Brezi, Svetih Višanjev. Vsak dan se borimo za naš obstoj. A moj poseg ne sme zveneti kot bežna in površna analiza tistih dogodkov. Mislim, da je čas, da si vsak izmed nas zastavi vsaj nekaj vprašanj bistvenega pomena za našo odločnost. Kakšna prihodnost se nam obeta ob neprijetni ugotovitvi, da slovenski narod je še vedno razdvojen? Da ta razdvojenost se vleče vse od 40 let prejšnjega stoletja in sega tudi v to zamejsko stvarnost. Se nam res obeta rožnata prihodnost tudi o spoznanju vedno bolj otepele narodne zavesti v zamestvu in celo v sami domovini. Odgovore na tako vprašanja nam jih daje naša zgodovina. Naj bo takšna ali drugačna, lepa ali grda. Vprašajmo se, kaj nam je dalo moč, da smo Slovenci ločeni od matice kljubovali vsem sovražnim vetrovom. Družina in okolje, v katerem smo doraščali, danes naše šole, naša slovenska društva, preko 350 jih je v zamejstvu, gotovo naši duhovniki, odvedno zavedni čedarmaci, ki so nam stražarji slovenskega jezika in narodni buditelji. K temu so pripomogli primorski pesniki in pisatelji, Simon Gregorčič, Alojz Gradnik,
Ljubka Šorli, France Bevk. Pri njih še naprej gojimo naš pristen, lep slovenski jezik. Segajmo pogosteje po slovenskih občilih. Spremljanje nas spomin na naše mučence. Lojze Bratuš, bazoviški junaki Filip Krčelj, Slavko Uršič in preštevilni drugi, pri njih utrjujemo našo narodno zavest. Meni zveni to kot paradoks, a če se želimo izogniti narodnostnemu povprečju in nepomembni plitvini naše slovenskosti, moramo črpati moči in energijo iz naše preteklosti in iskati tudi v zamejstvu složne odgovore, ko gre za življenjska vprašanja naše skupnosti. So te vrednote, ki še danes bogatijo naše družine in našo skupnost. Na teh vrednotah je nastala samostojna in demokratična domovina Slovenija. Hvala. Zaradi pomaknjenja časa sem skrčil precej moj govor. Verjetno drugi boste zelo zadovoljni. K mikrofonu vabim predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisa Pleskoviča. Dober večer vsem skupaj. Rad bi najprej pozdravil predstavnike veteranov in VSO in se jim zahvalil, da so nas osvobodili od jugoslovanske armije, ampak niso nas pa mogli čist osvoboditi, mogoče na pol od socializma, ker to je pa miselnost, ki jo bo mogla spremeniti bodoče mlajše generacije. Rad bi pozdravil slavnostnega govornika miselnost se ne da s puško spremeniti, ampak čas bo pokazal. Rad bi pozdravil slavnostnega govornika Staneta Granda, potem prvega predsednika Slovenske konference za Italijo, Svetovnega kongresa Marjana Trpina, ki je tudi začel te državna praznovanja pod Lipo, ki so se zdaj preselile sem, zato da več ljudi lahko pride, in tudi pozdravljam prvega govornika, gospoda Bresjanja, ki je predsednik, sedanji predsednik italijanske konference. Vsakič, ko sem pridem, pravim, da rad se pridem, zato, ker se med vami počutim kot doma, ker tukaj je toliko domoljubja in patriotizma, ki ga na državni proslavi v Ljubljani ne čutite, niti ne vidite, tako da je res lepo sem prideti in upam, da bomo danes imeli lep večer s pevskimi zbori in slavnostnim govornikom. Bom pa zdaj nehal zato, ker je lanskrat enkrat me je šefica kabineta predsednika države povabila na eno proslavo v Kristalni dvorani, pa sem rekel, bom jaz tudi govoril zraven predsednika države. Rekla, ja, zato, ker vi govorite kratko in pametno in da si ne bom pokvaril gleda, bom zdaj njegov. Hvala lepa. Nocojšnji večer pa bo obogatil nastop letošnjih slovenskih maturantov iz Argentine, ki nam bodo z recitacijami, petjem in plesom predstavili življenje in delovanje Slovencev v Argentini.
živeli veseli ljudje. Skopo imeli lepoto, ko je ni trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozero nanje. Uste je že dan, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno pelišče lepote. Razsuje je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli to. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavo. Oko, ki jih ogleda, strmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljano znanjajo, da je Bog ustvaril paradiž, za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kako je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so bili zvočnejši in bolj pripravljeni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in briskanja. Iz zemlje same zveni, kako velikonočno podrgavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji sveti poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Ko sem prišel na svet, sta me starša najprej pogrišala. Takole sta mi rekla, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gajali so nas v dveh svetovih, slovenskem in argentinskem. Slovenski nam je bil bolj znan, saj smo hoteli ohranjati slovenske navade, slovenski jezik, slovensko kulturo. Tudi v argentinsko življenje smo se vključili, v vrtec, v osnovno šolo, a bolj znane so nam bile slovenske pesmi. Drugi
Črnošoro, drugi Srpškovo, Barajovo, Rožmanovo ali Valentičevo. Med počitnicami smo se radovali v Gordovi, spoznavali in verjeli, da bomo kmalu vsi sošolci na srednješolskem tečaju. To se je kar hitro zgodilo. Kar naenkrat smo se pripravljali na sprejemni izpit. Kaj bomo recitirali, kako bomo brali? Na repi pa ne da je kar izpustili. Pa smo le dosegli, da smo skupaj vsi vse šol na tečaju. Tudi sreča in taboren Mjacu in Naren smo se odreževali, da smo se bolje spoznavali. Družil nas je pa tečaj. V prvem letniku smo izgubili punktne ljubopese. Družina. Šele mislim nam ni prišlo, da ga bomo v petem letniku spoznali in morda se z njim tudi pogovarjali. Jaz te imenujem, mati. Ker sem tvoj sin in ker imaš mehko srce kakor mati. Jaz te imenujem, mati. Ker imaš solzo za mojo žalost in smeh za moje veselje. Jaz te imenujem, mati. Ker si moj dom in ker mi daješ tolažbo ob hudih urah. Jaz te imenujem, mati. Ker imaš kruh za mojo lakoto in posteljo za mojo bolezen. Jaz te imenujem, mati. Kako naj tebe imenujem? Domovina. Rasti smo, odraščali v dekleta in fante. Nekateri smo že v otroških letih sodelovali pri kontrolnih skupinah. Drugi smo se pa predložili v kakšno skupino, še malo starejši. Zopet nas družita ove kulturi. Slovenski Argentinska, spolnost melodijo karnavalito, podobnosti v ritmu in plesu.
se še družimo v slovenskih domovih. Takoj so nam pri srcu in v mislih stari starši. Zaradi njih, ker jih imamo radi. Zato, ker so oni tako ljubili Slovenijo, da smo jo tudi mi vzljubili. Smo za žrtev, vojne, trpljenja, begunstva. Najvažnejše je pa, da smo sad popolne ljubezni. Ljubezni do Boga, naroda, domovine. Mladi smo in si odpiramo poti. Utripa v naših prstih plodna sila, ki v izmeri sveta bodočnost rodila. A nismo mi izključni vir te moči. Severne in južne vzhode sinovi, iz dvojnih tokov je nagon, ki nam je hrani na duši, da rast iščemo zbrani. Saj nič ne raste, če ne v zvestovi. Iz dveh domovin se rojeva nam cesta. Iz njiju črpamo razne vrline. Rajšo pampe in močvene mesta, vztrajnost gradov in rožnatost doline. Harmonike glas nam tangost obseva, patagonska se reka k meju približa, ker se ganje domačega južnega križa zasije nad milostjo Harskega neba. Mladi salovi
Slavnostni gost nocojšnjega večera je raziskovalec in odličen poznavalec slovenske zgodovine, predvsem pa zaveden Slovenec in domoljub profesor Stane Granda. Pogovor z njim bo vodil profesor Luigi Pulvirenti iz Rima, ki se je slovenščine naučil, ker mu je naš jezik pač všeč, in trenutno prevaja v italijanščino slovensko zgodovino profesorja Grande. Nocojšnjega gosta vabim na oder. Hvala lepa za lep in topel pozdrav. Za začetek mogoče pa samo en stavek. Upam, da se tudi naši mladi Slovenci iz Argentine zavedajo, da je Gorica poleg Ljubljane drugo kulturno središče Slovencev, da je Gorica mesto, ki ima slovensko ime, ki se ga ni dalo nikoli potujčiti. Mi še danes ne vemo, kaj pomeni Ljubljana, za Gorico in Gradec pa vemo, kaj pomeni. Maribor je še leta 1844 dobil slovensko ime, Gorica ga ima pa že od leta 1001. Zato pravzaprav je nekaj najlepšega, da so ti naši mladi argentinski rojaki prišli v Gorico, ki je bila dolgo časa ne samo naše kulturno središče, ampak po letu 1751 po razpustitvi Ogledskega patriarhata tudi versko središče, kajti goriška nadškofija je bila nadškofija za Slovence. To je zelo velik dogodek in se ga moramo vsi Slovenci bolj zavedati. Ne nazadnje tudi v Gorici je leta 1913 nastala prva slovenska državna gimnazija s slovenskim učnim jezikom, prej je kot v Ljubljani. Ja, dober večer vsem. Struktura tega današnjega našega pogovora oziroma razgovora oziroma intervjuja bo taka. V glavnem bomo tako obravnavali celotno slovensko zgodovino. Bomo šli čez vsa stoletja od prazgodovine vse do osamosvojitve. Oziroma se bomo potrudili, da bomo tudi tako časovno, da nam bo uspelo. Profesor Granda, kar začnemo prav iz prazgodovanske dobe slovenske zgodovine. Takrat seveda ne smemo reči, ne moremo reči, da je ta zgodovina slovenskega naroda, ker seveda takrat Slovencev in Slovenije v pravem smislu besede še takrat ni bilo. Imamo seveda staroseljce, govorimo o staroseljcih, imamo kar veliko arheoloških najdb iz tega obdobja, imamo seveda razna arheološka najdišča, imamo znamenito goščeno piščal iz divjih bab, imamo potem koliščarje v Ljubljanskem barju, imamo pripadnike tako imenovane halštatske kulture, imamo potem Kelte in potem seveda Rimljani. Rimljani so pripeljali svojo civilizacijo na slovensko ozemlje, kar pomeni seveda od zakonodaje do akveduktov, od kanalizacij do trakovanih cest. Evo, po vseh teh podatkih kaže, mislim, tako očitno, da takrat je bila, že takrat, se pravi, že pred 2000 leti in tudi prej, je bila Slovenija že takrat razmeroma gosto poseljena in tudi razmeroma tudi kulturno in tehnološko napredna. Ni tako? Ja. Torej, pogledajte, človek se vedno vpraša, zakaj so ljudje naselili ta prostor. Odgovor je, če gledate te lepe griče, te lepe reke, potem veste, zakaj so ljudje sem prišli. Ljudje so prišli sem zaradi lepe narave in zaradi hrane. To je prva točka, ki se moramo zavedati. In danes je pravzaprav arheologija odkrila,
da je življenje tukaj veliko starejše, kot smo mi včasih domnevali, kot smo se učili, da je bilo tudi veliko bogatejše in pomembnejše. Sam en drobec, glejte, Kolpa, Sava, Soča, Mura, Krka, vsa Drava, vsa ta imena naših rek imamo mi še iz predrimskih, celo iz predkeltskih časov. Ne vemo točno, ampak gotovo so ta imena pravzaprav najstarejša. In mi, ki živimo tukaj, smo dediči vse te stare kulture. Namreč mi se ne smemo domišljati, da smo mi rasno čistega naroda ni. V nas se pretaka še krijo tistih starih prednikov. Namreč, ko so naši slovanski predniki sem prišli, je veliko staroselcev ostalo, prišlo je do porok, prišlo je do otrok in zato pravzaprav mi smo Slovenci po jeziku, po kulturi, torej po tej slovenski kulturi, sicer pa materialna kultura je pa stara, torej mi smo dediči vsega, kar je tukaj in vse to je naše, pa ne bo neandertalska piščal ali pa če hočete neka vaška sintula. In to je tisti velik premik, ki so ga izvršili nekateri amaterski zgodovinarji, ki so začeli poudarjati pomen starejših kultur na tem prostoru. Glejte, že samo naprimer zgodbica o Zlatorogu, to je še izpred rimskih časov. V zadnjih letih so arheologi ugotovili, moja generacija se je še učila, da Ptuj, Celje, da to so imena mest, ki so igrali Rimljani, danes tega več ne govori, so najmanj keltska, če ne še izpred keltskih časov. Torej, mi smo dediči zelo, zelo stare in bogate kulture, ki se razlikuje seveda od kulture Apeninskega polotoka in zato je pa še toliko bolj dragocena in pa pomembna. In arheološka raziskavanja to pravzaprav dnevno odkrivajo. Imamo, pogledajte, najstarejša glasbila na našem ozemlju in upajmo, da se bo še kaj našlo. Lahko rečemo, da je bila neka kontinuiteta, Apeninskega, lahko to trdimo, bolj ali manj. Torej, gotovo je določena kontinuiteta je v izrabi tukaj še, mislim, našega ozemlja, kulture, rek, poljedelstva. Naprimer, danes vemo, da je planinska živinoreja, to so nas Slovani naučili staroselci, ki so tukaj preživeli, vsi naši slovanski predniki tega niso obvladali. In še vrsto stvari je, ki smo jih mi prevzeli. Mi še danes pravzaprav v mnogih primerih, no zdaj smo žal že vsi bolj meščani, ampak še naprimer v mojem otroštvu smo hodili na njive po istih poteh, kot so hodili tam leta 500 pred Kristusom. Tako veste, da tega starega je v nas veliko več, kot smo včasih priznavali, pa kot si danes pravzaprav domišljamo. In to je, preko lepota te naše kulture, ki je kultura slovenskega ozemlja. Res je, kot je rekel gospod kolega, ne moramo že to slovenska, ampak to je pri vseh narodih in vsi narodi, ki nekaj dajo na svojo kulturo, sprejemajo kulturo od najstarejših prednjekov do današnjih. Tako kot so Italijani zelo ponosni na Etrusčane, pa pol na Rimljane, oni to pač vse jemljajo za svoje in čas je, da tudi mi Slovenci razumemo, kako je vse to, kar je bilo na nas, na našem ozemlju, kako je to vse del naše današnje kulture. Zgodovina slovenskega naroda, v pravem smislu besede, se začne 5. 6. stoletja našega štetja. S preseljevanjem narodov in seveda s prihodom prvih slovenskih plemen v jugovzhodnoazijski prostor. Ključni dogodek te prve faze slovenske zgodovine na koncu zgodnjega srednjega veka je seveda pokrstanjevanje. Okrog tega dogodka, okrog pokrstanjevanja je nastal pravi mit, lahko rečemo, ki ga tudi je nahranjal, zadnje tudi Prešeren s svojim krstom pri Savici. In razne legende, po katerih Slovenci naj bi se s preobrnitvijo, zdravi s prevzemom, s prijemom nove vere, na nek način odpovedali svoji pristni, recimo boganski kulturi. So se nekako spremenili kulturi. A je to res? A je to drži? Kaj je res in kaj ni v tem, lahko rečem, kar širše po ustaljeni podobi? Ja, pogledajte, okrog tega je še precej sporov, ampak nekje začenja prevladovati mnenje,
da je najstarejše krščanstvo. Ja, torej, pogledajte, da je najstarejše krščanstvo spomin prijel od staroselcev. Da so ti staroselci dali nam, bi rekel, prve elemente krščanske vere, moramo govoriti o krščanski, ne o katoliški, do leta 1054. No in iz tega potem seveda se je vzpostavila cerkvena organizacija. Moramo ločiti vero, ki je bila pri ljudeh, in cerkveno organizacijo. In glede cerkvene organizacije imamo pa nas dva centra. Eno je Oglej, jaz pravim vedno študentom, Oglej je naše prvo glavno mesto. Drugo je Salzburg. Vse ostalo smo dobili kasneje. Osebno jaz mislim, da so res ti staroselci dali nam prve elemente krščanstva, da so naši predniki sprejeli to krščansko vero, seveda je bilo nekaj poganov še vedno. Vseh je še tudi danes. Koliko ljudi trka po vratih, da se ne po lesu, moram potrkati, se to je poganski običaj, prostite. Ampak moramo pa se tega zavedati, da je tudi krščanstvo pri nas zelo staro, gotovo je še iz, kot pravi dr. Bratuš tukaj, možno je, da je iz 2. stoletja, zelo verjetno je iz 2. možno je, da je iz 1. stoletja, verjetno iz 2. iz 3. pa gotovo. Mi smo eni izmed najstarejših krščanskih Slovanov na svetu. Ja, ne mislim, da je to pa, ja. V redu, dobro. Zdaj bomo preskočili tako nekaj stoletij, da bomo hitreje tako šli in bomo prišli do renesanse, se pravi do 16. stoletja, do renesančne dobe. Takrat se je po Evropi razmahnila reformacija. In tudi na Slovenskem seveda in pri uveljavljanju protestantizma na Slovenskem je bilo seveda ključno delo slovenskega predikarja Primoža Trubarja. S svojimi deli, s svojimi knjigami je Trubar skupaj tudi z drugimi prav tako pomembnimi osebnostmi slovenske reformacije izpostavil pomen in vrednost narodnega jezika, se pravi slovenščine. V zvezi s tem rad bi prebral en odlomek, en citat iz vaše knjige. Se pravi, kultura in skupaj jezik in tudi pisana beseda, se pravi slovstvo, književnost, literatura, so, se pravi, predstavljajo sestavljeno jedro slovenske identitete. Se pravi, slovenska identiteta močno temelji na teh treh dejavnikih, kultura, jezik in slovstvo. In v zvezi s tem bi prebral en odlomek, če mi dovolite. Hvala. Mene je samo da, hvala. Slovenska pot v samostojnost je gotovo stara toliko kot nepripravljenost odpovedati se lastnemu jeziku in na njem slovenski kulturi. Teoretiki lahko razpravljajo o nezavedni in zavedni fazi razvoja slovenske države. Lahko si izmišljajo več mogoče teorije. Toda brez slovenskega jezika in slovenske kulture ne bi bilo pogojev za zahtevanje lastne države. Vse ostalo v slovenski zgodovini je prilagajanje obstoječim razmeram. Gotovo je bilo pri tem narejenih kar nekaj napak. Toda temeljna smer, zvestoba jeziku in kulturi je ostala nespremenjena. Dokler sta bila ta dva ogrožena, so si Slovenci prizadevali predvsem za preživetje. Ja, poglejte, velikokrat se mi smo sem pa šli kot Slovani, oziroma bolj točno kot Sloveni, ker Slovan je češka beseda. Dolgo časa je pomenilo Sloven, to, in Sloven, svite, to se predspoveže. Dobro, zdaj seveda ne bomo šli v podrobnosti, ampak odkdaj smo mi zagotovo Slovenci? Najmanj od Brižinskih spomenikov, to se pravi od okoli leta 900. Lahko že govorimo o slovenskem jeziku. In Brižinski spomeniki so dokaz slovenskosti tega prostora. Zakaj so še Brižinski spomeniki pomembni? Brižinski spomeniki so pomembni tudi zato,
ker so jasno sporočilo nam, da se Slovenci niso bili pripravljeni potujčati, da je morala Frajzinška cerkev, to se pravi, takrat je bila večina Koroške, pa tudi del Krajinske, je bila pod Frajzinško škofijo, so morali cerkvena besedila prevesti v slovenski jezik, ker Slovenci niso bili pripravljeni poslušati ne latinščine, ne nemščine. Slovenci so hoteli, da se jim vera širi v njihovem jeziku. In potem imamo, vse veste, še razne srednjeveške rokopise od Svetogorskega, ki smo tlebis, pa Čedajskega, pa Stiškega, pa Rateškega in tako naprej. In na to pride Trubar. Kaj nam Trubar sporoča? Trubar je res oče slovenskega knjižnega jezika, oče slovenske književnosti, hkrati pa je Trubar tudi potrditev tistega, kar je bilo pred njim. Kajti, če bi se Slovenci v cerkvi potujčili, Trubar ne bi mogel nadaljevati širjenja svoje vere v slovenskem jeziku. Trubar je moral, če je hotel konkurirati katoliški veri, se usesti na tedanjo prakso katoliške cerkve. Zato je za mene Trubar še toliko večji, ne samo zaradi knjižnega jezika, ampak ker nam govori, kako so bili Slovenci že takrat trdno zasidrani v svojem slovenstvu. Do tega se moramo zavedati. Kajti za Trubarja bi bilo veliko lažje, da bi on uporabil nemščino, pa gotico, ne pa to, da se je pač moral potem nasloniti na slovenski jezik. A veste, koliko moj besed manjkalo, pa potem na bohorišica in tako naprej. Torej, to je resnično en velik prelom. Mi, kot je gospod kolega rekel, mi razen enih drobcev renesanse nimamo. Zakaj ne? Ker smo se morali takrat braniti pred Turki. A si vi mislite, koliko je to stalo graditi vse te tabore, potrjene cerkve, pa gradove, pa če šte tudi Gorico, koliko imamo za Gorico ohranjenih podatkov, kako so tukajšnji kmetje z okolice morali hoditi obnavljati Goriški stol, obzidje, oprostite, pa tako naprej. Veste, to so šli denari in denari, milijoni in milijoni. Zato določenih visokih faz kulture, kot je renesansa, nimamo tako izrazitih. Ampak to je bil naš dolg, da smo, kot bi rekel Trubar, da smo stali in obstali. Če mi dovolite v zvezi s tem povleči neko usporednost med slovensko in italijansko zgodovino. Smo rekli, da je tako, da slovenska identiteta temelji na kulturi, na jeziku. V bistvu tudi italijanska identiteta, italijanska istovetnost tudi temelji močno na kulturi, oziroma do predvčerajšnjih, na jeziku, na literaturi. To je bila Italija. Oziroma, v bistvu Italija in Slovenija seveda sta imeli čisto drugačno zgodovino. Ampak na vse zadnje tudi Italija ni imela svoje lastne države do 19. stoletja. Se pravi, v primerjavi z drugimi evropskimi državami do predvčerajšnjih. In v bistvu to tudi je skupno Slovenijo, lahko rečemo. Tudi to, da je zelo pozno je prišlo do nastanka neodvisne države in to, da je kultura ključna v identiteti obeh držav. Je to res, lahko rečemo. Ja, pogledajte, če gremo tle po Gorici, vse na zunaj ne vidimo, kdo je Slovenc, kdo je Italijan. Glavna ločitev je pravzaprav jezik. In danes bi radi mnogi jezik podcenjevali. Poglejte, v 10. stoletju pred Kristusom, ko Grki naseljajo malo Azijo, oni so tisti prvi pravzaprav v zgodovini, ki se zavedo, da jih niso njihov jezik loči od negrške okolice. In jezik je tisto, kar zbira ljudi, pa naj bodo Italijani, pa naj bodo Slovenci, pa naj bodo, če hočete, Čehi ali pa tako naprej. Jezik je tista srčika, ki potem seveda narod osmišlja, ga ohranja in mu daje seveda tudi zagon za živetje in pa tudi za preživetje. Pri Slovencih je pa še ena težja zadeva, namreč pogledajte, pri nas je bila kultura praktično tam nekje do višji sloji, so uradno govorili ali pa pisali nemško, italijansko, latinsko, sam nekje do okrog 1200,
je prevladovala tišče, pa je začela. Poglejte, narod je pa ohranil svoj slovenski jezik in mi imamo ogromno pričevanj, tudi da je plemstvo znalo slovenski, jaz se drugače pa s svetom ni moglo pogovarjati. Žal se je samo pisalo v neslovenskem jeziku, ampak zanimivo je, ko človek bere te stare tekste, kako sliši noter slovensko stavčno sestavo. In zdaj neka moja kolegica, koliko stara kot jaz, odkriva ostanke starih pergamentov, take mehkih koškov papirja, kjer najde noter že pred Trubarjem okrog 1300 polno slovenskih besed. Namreč ohranili so se taki strgani listki, ki so bili v platnicah, zato da je bila platnica debela, pa je bil popentekel, lepenka. No in tle pravzaprav se zdaj odkrivajo novi elementi stare slovenščine in upam, da bomo še dočakali, da bo ta knjiga šla. Bo veliko presenečenje in bomo videli, koliko je bil nas jezik živ in uporaben. Našli je celo neke teološki traktat, to se pravi neko versko, ostanke neke verske razprave, veste, da je pa v veri razpravljati pa najtežje. To veliko pove, koliko je bil ta jezik močan in živ. In zakaj je bil močan pa živ? Zato, ker ga je cerkev uporabljala, ker cerkev ga je morala stalno kultivirati. Vi ne morate v cerkvi nastopati v dialektih, pa grdo govoriti. Cerkev je pri nas tisti element, ki je kultivirala slovenski jezik in ga potem naredila uporabnega, da je presegala dialekte, da so ga razumeli na Koroškem, da so ga razumeli potem na Dolenjskem in tako naprej. Poglejte, svete višarje so en tak čudovit simbol, kako so vsi Slovenci tja hodili, pa so se razumeli kot Slovenci, pa so se tam srečevali s Poljani, pa z Nemci, pa z Italijani. Tako da moramo si ta staro življenje, ta stari vek, srednji vek, novi vek predstavljati bistveno bolj drugače in vidimo, kako je bila v tem svetu prisotna in aktivna tudi slovenščina. Če ne bi bilo, seveda, imamo dovolj knjižnih pričevanj, da vemo, da so bile. Imamo leta še samo en tak drobčkan primerek. Kako mi vidimo, kako je bil živ slovenski jezik v grbih. Naprimer, konice na Štajerskem imajo za simbol, mislim, da je bel konj na zelenem polju, jaz nimam spomina za barve, lahko je druga barva, ampak, gledajte, grb konic govori slovensko, kajti po nemško so konice gonobic. Gonobic nima zveze s konjem. Konice pa vsi vemo in o tem nam govori grb. Imamo potem, naprimer, grb znamenitega dunajskega škofa iz okrog 1500 Jurija Sladkonjo, pravilno bi rekli Zlatkonja, napačno je prepisan iz ZRC-ja. Kaj je njegov grb? Zlatkon na modrem polju. Pomeni, da je ta človek mislil in govoril slovensko. O tem govori njegov grb. In še bi lahko takih primerov našli. Dobro. Nadaljujemo našo pot skozi stoletja in pridemo do 19. stoletja. Leta 1857 je bila zgrajena železniška proga Dunaj-Trst, ki nekako lahko rečemo, da simbolizira, upodablja mitteleuropski svet. Kaj je še ostalo iz tega mitteleuropskega časa? Koliko je Slovenija danes še mitteleuropska? Tudi štejemo noter tudi seveda, mislim, slovenski prostor, se pravi tudi Trst in Gorica, vmes, seveda. Ja, torej danes je to veliko več, kot pa je bilo naprimer za časa stare pa Titove Jugoslavije. Zakaj? Zato, ker je naš prostor odprt. In glejte, mi smo rekli, da je Koroška so srce Slovencev, Trst je pa slovenska denarnica. In naši ljudje so že tam, ne samo od izgradne železnice, ampak že daleč, že zdavnej poprej, pravzaprav živeli v glavnem na račun Trsta. Poglejte, še moj praded je hodil v Trst prodajati fižol, špeh, pa kar še šnopce niso seboj nazaj, pa niso pa sladkor, pa olje, pa kamenčke za vžigalnik. In ker je bila možda tako draga, je šel peš iz Sevence do Trsta. In Trst je bil res tisto, veste, ki je dejal gospodarsko perspektivo Slovencem. In če ne bi mi po prvi svetovni vojni izgubili Trsta, sem prepričan, pa tudi seveda Gorice, sem prepričan, da bi bila naša zgodovina bistveno drugačna, kajti krajinska pa štajerska zadrtost bi se lepo brusila ob tem mediteranskem elementu
kar nam je pa seveda zelo manjkalo. In moram reči, da je zdaj odprta meja, poglejte, kakšen praznik v Gorici, slovenska zastava Križ Božji, se to je čudež. Se tle vmes je državna meja. Ampak vidite, kako pravzaprav slovenstvo živi naprej in to je tisto, bi rekel, to je tisto, o čemu je spraven slovenski čudež. Dobro. Vi tudi ste prej omenjali prvo javno slovensko gimnazijo, prvo državno slovensko gimnazijo, ki je začela delovati leta 1913, prav tukaj v Gorici. To je kar velik primat, ponos za mesto, ki nas danes gostuje. Nasploh seveda je Gorica zelo pomembna, torej lejte, ampak tudi prva nadškofija za Slovence je bila v Gorici. Pa še nekaj, škof Valant, goriški, mislim, da je bil, ne vem, je bil sploh nadškof, zdaj oprostite tam, torej goriški škof ali pa nadškof, zdaj ne mislim, je bil tisti človek, ki je Dunaju, dvoru, dopovedal, da se Slovencev ne da potujčiti. In od takrat naprej je Dunajski dvor začel pospeševati tudi slovensko šolstvo in večina teh učbenikov za Slovence, tudi na Koroškem, so tiskali v Trstu. To so tako zvane tržaške slovenske knjige. Tako veste, da ta primorska, če uporabim ta izraz, je dala veliko več slovenske kulturi, kot smo velikokrat pripravljeni to priznati. Namreč Ljubljana je postala glavno mesto, če je hotela ali pa ne. Ljubljana praktično nima zaslug, da je, kar je. In Ljubljana pravzaprav tudi ne zna biti glavno mesto, še zlasti pa ne zna priznavati zaslug tudi drugim. In ravno to vas opozarjam, tle so bili tudi veliki ljudje, kot na primer Valentin Stanič pa taki, ki so v potu svojega obraza orali šolstvo, širili kulturo in naredili z Gorice pravzaprav tisto, da v Gorici še danes lahko govorimo slovensko. Letos obeležimo stoletnico konca Prve svetovne vojne. Leto 1918 je bilo ključno leto za tudi nadaljno zgodovino Slovenije v 20. stoletju. Kraji, v katerih se danes nahajamo, so videli takrat žrtvovanje na tisoče slovenskih fantov, ki je padlo na soški fronti. Slovenci so takrat veljali za najbolj zveste državljane cesarja. In slovenski vojaki so bili med najhrabrejšimi vojaki takratne avstro-ogrske vojske. In tudi krvni davek je bil kar visok. Ja, torej, tega se ne to pozabljamo. Če bi gledali na delež padlih, pa delež Slovencev v monarhiji, bi videli, da je največji krvni davek so plačali med Prvo svetovno vojno Slovenci. In da je ta tragedija še toliko večja, je potem seveda Londonski pakt postavil mejo, kot vemo, daleč tja na vzhod današnjega prostora. In tisti trenutek, veste, tam leto 18-19, takrat je mogoče v zgodovini izgledalo, da smo Slovenci pa res obsojeni na smrt, da bomo propadli, ker smo pravzaprav izgubili neke najbolj vitalne rešitve, izgubili smo tudi Koroško, večji del, dobili smo Dino Prekmurje in takrat, veste, so bili v Ljubljani, so že nekateri resno razmišljali, da nehajmo biti Slovenci, pa postanemo Jugoslovani. In potem se je zbrala skupina kulturnikov na čelu s slikarjem Jakopičem, ker je rekel, ne, mi Slovenci smo narod in bomo kot narod vztrajali naprej. Hvala Bogu se je to zgodilo, dobili smo univerzo, dobili smo Akademijo znanosti in še vrsto drugih inštitucij, in tako pravzaprav smo Slovenci preživeli to težko jugoslovansko obdobje, no in pravzaprav danes je slovenščina eden uradnih evropskih jezikov. Si lahko mislite, da bi si to prežel mislil, da bo slovenščina eden izmed uradnih evropskih jezikov. A se tega mi pravzaprav sploh zavedamo vsak dan, ko nas vse povsod posiljuje s to angleščino. Vidite, to so ene velike stvari, ki bi se jih morali bolj zavedati in take državne proslave so tisti trenutek, da mi usmišljimo svoje narodno življenje. Veliko je napak, veliko je slabega, ampak poglejmo tudi, kaj je dobrega, koliko se je spremenilo na boljše.
Prešern je zapisal, ne znam zdaj ponoviti iz nemškega verza, da tukaj govorijo slovenska samo še dekle in pa hlapci. Danes imate seveda slovenščino v najvišjih nivojih, jo imate pravzaprav na univerzah. Najlepši primer je pa, dragi rimski prijatelj, Rimljan, ki se mu kot Rimljanu, kot človeku ene visoke, svetovno priznane kulture, ni zdelo nič slabega ali pa počastjo naučiti se slovenski jezik. Jaz ga občudujem, kako odlično govori slovensko. Absolutno, nič ne govorim odlično slovensko, samo tako se pretvarjam, da govorim slovensko, se delam, improviziram, tako rečem. Ne, hvala. Zdaj gremo naprej, preskočimo tudi še nekaj desetletij, spravi po končani vojni, prede na vrsti seveda naprej stare Jugoslavije, potem pa druga svetovna vojna in potem seveda povojno nasilje. Kdaj mislite, da bomo imeli, če sploh kdaj bomo imeli, nasplošno priznano in sprejeto resnico, evo, v narekovajih. Se pravi, kar se da objektiven in nepristranski zgodovinski pogled na te, nažalost, še boleče dogodke. Ja, poglejte, resnica obstaja, pa če ne mi všeč ali pa ne. Resnica je, da sem jaz predebil, pa če je to meni všeč ali pa če mi ni. In ravno tako je za zgodovino. Resnica obstaja, večina jo priznava, problem pa seveda so pa še posledice starega totalitarnega režima, ki se ni pripravljen soočati z zgodovino. Poglejte, če bi mi pogledali, kaj smo mi pretrpeli pod fašizmom, če pogledamo, kaj smo Slovenci pretrpeli pod nacizmom, grozljive so stvari. Vi razmislite samo, na primer, Primorsko dobro poznate vsi. Mislite se tistih 10.000 Štajercev pa Gorencev, ki je padlo na ruski fronti. Kakšna groza je to pravzaprav. Potem smo imeli še komunistično revolucijo, 600.000 žrtev komunizma. To vsi vemo, ampak eni bodo rekli, ni res. Veste, vsi nikoli ne bodo znali računati. Vsi nikoli ne bodo znali brati. Bomo lahko še 1000 več bili. Tako je pravzaprav tudi z resnico, ampak resnica tako, veste, zmaguje zelo počasi, ampak zanesljivo. In mene pravzaprav ni strah, da bo zgodovina zmagala, je pa tako, veste, ni se vedno prijetno soočati z resnico. In zgodovinarji nismo vedno zaželjeni, ker naloga dobrega zgodovinarja, poštenega zgodovinarja, ni to, da boža psa navzdol, ampak da ga kartač, da se kadi od njega. In tako je tudi zgodovino. Dober zgodovinar je tist, ki kartači navzgor, ki pripoveduje resnico. Seveda pa tak politično ni zaželjen. Tist, ki je politično zaželjen, piše biografijo prvega predsednika Slovenije. Po drugi svetovni vojni postane Slovenija ena socialistična država, ena od 6 zveznih republik Jugoslavije. In razmere v Sloveniji v tidovem času so pravzaprav podobne kot tudi pri ostalih socialističnih državah po Evropi, tudi po svetu. In v zvezi s tem bi, če mi dovolite, še en odlomek prebral z vaše knjige v zvezi z razmerami takrat v Sloveniji. Nekdo je jugoslovanske razmere označil kot čudežne. Brezposelnosti ni, a nihče ne dela. Nihče ne dela, a vsi prejemajo plačo. Vsi prejemajo plačo, a si z njo ne morejo nič kupiti. Nihče ne more nič kupiti, a je vsak lastnik vsega. Vsak je lastnik vsega, a so vsi nezadovoljni. Vsi so nezadovoljni, a na volitvah vsi volijo za sistem.
spremenilo. Ne? A veste, vzgoja traja en čas in mi se moramo tudi navaditi politike in politične vzgoje. Jaz sem si vedno rekel, kako bi nam lahko naš prostor, tle goriški, ki so bolj vajeni demokracije, pa tudi seljenski, ravno pri tej demokratični vzgoji bolj pomagal. Seveda je te pomoči premalo, kajti naučiti se govoriti, biti odgovoren za svojo besedo, biti odkrit pa pošten, to ni enostavno, ampak jaz sem kot študent pel pri primorskem zboru Vinkovo dopivc in najlepše mi je bilo pri primorcih, ki so se vedno kregali, vsaki za drugo nazaj pojeti, ampak udaril ni pa nikoli nobenega. Pa nas po Dolencih, mi Dolenci bi se pa tudi malo kregali, pa še bolj bi se radi pa tolkali. In to je ta višja primorska kultura, ki nam je Slovence manjkala med drugo svetovno vojno. Če bi mi Slovenci ostali po propadu Avstrije povezani, če ne bi bili del Jugoslavije, tudi vse te grozote po vojnih pobojev ne bi bilo. Potem pridemo končno na leto osamosvojitve. Leta 1991 je Slovenija končno postala samostojna država in to predvsem zaradi truda slovenskega naroda, zaradi njegove ustrajnosti in tudi seveda zaradi posebnega spleta mednarodnih okoliščin, ki pravzaprav so bile tudi ugodne razmere. Koliko je bila res možnost, da ne bi šlo, kakor je šlo? Oziroma, ali je Slovenija tvegala, da ne bo dosegla cilja osamosvojitve? Ja, seveda, to je bilo zelo nevarno. Jaz sem bil od prvega dne vojne za Slovenijo pod orožjem in vam ne moram povedati, koliko nas je bilo strah. Namreč, ko so bile letala v zraku, ko so helikopteri letali nad nami, mi smo imeli samo še nekaj teh avtomatov, celo nekaj starih nemških avtomatov, ki smo potem ugotovili, da smo oddelali, niso več, je bila zelo velika stiska in veliko naših vojakov takrat je malo pomirjevala. Ni bilo enostavno. Mi danes to pozabljamo, kako je bilo težko. Zraven mene je bil fant in rekel, jaz imam dojenčka doma. Je rekel, ti ima saj že velike otroke. In ta drug mi je rekel, Stane, jaz še punce nisem v življenju, zdaj pa že prepadel. A veste, to so bile grozne stvari. Ne mislim, da je bilo tako otroče. Če je bilo čudovito poskrbljeno za nas. Ampak, gledajte, sreča spremlja hrabre. Bile so nam zelo naklonjene mednarodne okoliščine, zelo pomemben je bil propad komunizma, ker brez tega ne bi mogla biti slovenska država narediti, ker Rusi tega ne bi pustili. Je pa rekel takratni ruski predsednik Ruplu, pa ne vem, kdo je bil še z Ruplom, Rojs Peterle mende, je rekel, poslušajte, vi se kar osamosvojite, saj Rusija bo itak propadla. To Rupl zdaj, mogoče ste ga šišali včeraj, predvčerajšnjem po televiziji, je to prepodlo. Glejte, ujeti se morajo mednarodne razmere, pa pogum domačih. Mi smo imeli take podobne razmere po prvi svetovni vojni, pa ni bilo poguma med Slovenci. Po drugi svetovni vojni bi tudi šli lahko neko samostojno Slovenijo, pa ni bilo pri tistih, ki pravijo, da so se že takrat borili za samostojno Slovenijo, ni bilo Bog obvar pomisliti na samostojno slovensko državo. Vidite, leta 1991 se je pa to čudovito ujelo. Mednarodne razmere, domača vola in potem so nam pomagali še odlični prijatelji, Avstrijci, Nemci, Italijani, spomnite se svetega očeta Janeza Pavla II. Vidite, vse skupaj se zlije, roža sklije in cveti, odvisno malo od suše, smo jezni, nismo jezni, ampak če pogledate nazaj, gledajte, samo bruto nacionalni produkt se je v Sloveniji od osamosvojitve do danes za 4-krat povečal. Mislim, da ta podatek pove sam na sebi dovolj. Tudi ostanemo pri osamosvojitvi. V kolikšni meri so izseljenske skupine in zamejske skupine vplivale na to, da je Slovenija dosegla samostojnost? Spravi, na primer, zdaj mi pride na misel, ne vem,
njihova vloga pri olajševanju procesa mednarodnega priznavanja nove države, na primer. Kolikšni meri so se? Ja, torej, prvič je to bilo, da ko smo mi hodili, torej, jaz sem veliko zahajal na Goriško pa v Trst, mi smo tle gledali, kako tle ljudje živijo, smo rekli, križ Božji, ki bi enkrat tudi mi tako živeli. Mene, na primer, je vedno najbolj pretreslo, jaz sem veliko hodil tudi v Avstrijo in sem opozval ljudi, ki so šli delo od Maše, pa so se zbrali pred cerkvijo, pa so se pogovarjali. Pri nas smo pa v cerkve bežali, kdo streljal za nami, ker smo vedeli, da nas vse fotografiral. Sekaj, da bi mi enkrat to mirnost pa normalno združili. Torej, ti vzori so bili silno pomembni. Zelo pomembni seveda so bili pa tudi naši izseljenci, zlasti delavci na začasnem delu v tujini. Jaz sem se z njimi veliko družil in so mi rekli, mi tlele norimo, poglej, koliko mi za službo. Če mi lahko tam fino v Nemčiji za službo, zakaj ne bi doma, mi bi lahko imeli tudi samostojno državo. In pravzaprav se je ta ideja, ki se je pojavila pri Slovencih razmeroma pozno v samostojni slovenski državi, je naenkrat postala ideja vseh in če vi pogledate rezultate plebiscita, ta rezultat je tako visok, da je že skoraj neverjeten. Taki rezultati tam po 80% so včasih že sumljivi. Takrat pa niso bila splošna volja in lejte, tej splošni volji so se morali ukloniti tudi komunisti, ki so bili, kot je rekel Kučan, samostojna Slovenija ni bila nikoli moja osebna opcija. Ni bila, ker oni so bili jugoslovansko vzgojeni in organizirani, ampak so se morali ukloniti slovenski splošni narodni volji. Tako da, še enkrat povem, nikoli važno je, da se stvari ujamejo in ujeli na eni strani so bili mednarodne okoliščine, zahtevajo po demokratizaciji, ljudskih pravicah in tle slovenska narodna volja, ki pa ni bila usmerjena proti nikomur. Mi se nismo odcepili in sovraštva do Srbov, Hrvatov, Albancev, Bosancev in kogarkoli. Ne, mi smo hoteli samo to, da živimo v Sloveniji po slovensko, kot živijo Italijani v Italiji po italijansko, kot živijo Nemci v Nemčiji po nemško, kot živijo, če hočete, Mađari na mađarskem po mađarsko. Samo to je bil slovenski cilj. Ne proti drugim, ampak za same Slovence. In temu jaz rečem samo slovenska politika. Da je vendar enkrat slovenstvo, da je Slovenstvo prvi cilj in prvi namen. Ne da se odinja za druge, ampak najprej gleda, da bodo Slovenci kot narod preživeli. To stopno smo dosegli in to je tisti vir slovenske državnosti in slovenske države. In naša naloga je, da o tem prepričamo še druge, ki nam ne verjamejo. Na naslednje vprašanje ste že delno odgovorili. Minilo je 27 let od osamosvojitve. Kaj je bilo dobrega v teh 27 letih? Ste že omenili rast domačo, bruto domačega proizvoda. In tudi koliko priložnosti je bilo pa zamujenih v teh 27 letih? Ja, pogledajte, ko vržete pšenico na njivo, nikoli vse zrne ne sklije. In podobno je pravzaprav tudi, mi smo za ogromno naporov vložili in marsikaj ni uspelo. Torej, pogledajte tragedijo bančne luknje. To je grozljivo. Potem pogledajte to divjo privatizacijo. To je grozljivo. Če se oboje ne bi zgodilo, mi ne bi imeli takih velikih finančnih problemov. Ampak kljub temu stvari grejo na boljše in moramo se zavedati, da vsaka stvar zahteva svoj čas. Tako kot otroška vzgoja zahteva svoj čas, da otrok da zraste, tako mora tudi država zrasti na rasti zavesti državljanov. In pri nas danes niso več problem sosedi, mi se več ne kregamo z Italijani, mi se ne kregamo z Avstrijci, mi se ne kregamo z Mađari, če hoče tudi s Hrvati ne. To je druga zgodba, ta nesrečen Piranski zaliv, ker mi smo zgubili svoje slovensko morje. Ampak vedno bi se pa še mi vedno kregali s Slovenci. In zdaj moramo mi to prerasti, da ne bomo več videli v našem slovenskem sosedu prvega sovražnika, ampak večjemu konkurenta. In to je tisto, kar nas bo naredilo za normalni narod. Nihče, en Nemc ne bo videl v Nemcu sovražnika, ampak ga bo videl kot konkurenta. Pravzaprav najhujše je to, da se spomnim enkrat enega govora
ljubljanskega škofa na občinah, ki je rekel, bojte se, če boste postali ujetniki svojih sovražnikov. Treba je to preseči in mi se moramo nekati ukvarjati s svojimi nasprotniki v lastnih vrstah in iti za tistimi cilji, za katerih smo se leta 1991 dokončno osamosvili. Ne misliti, res nas jih je takrat malo padlo, ampak vi računajte tisoče mrtve nazaj na Soški front ali pa še nazaj v zgodovino. Slovenija je tudi zrasla iz krvi stoletij. Nekatere države zrasle iz krvi leta, dveh, Slovenija pa rasla iz krvi stoletij in zato jaz sem prepričan, da je ta svet toliko bolj močan, toliko bolj odporen in sploh nisem v skrbeh za Slovenijo, za slovenstvo. Seveda, če se bomo za to trudili, nobena stvar ne rata brez dela pa brez napora. Tudi slovensko državo bo treba še izgrevati, ampak o splošni ljudski volji in zavesti. Nič prepuščati drugim, nič prepuščati, da se odloča o nas brez nas. Hvala lepa. Da bi tako zaključili naš današnji pogovor s profesorjem Grando, eno, recimo, bolj lahkotno vprašanje, gremo na bolj lahkotno temo, oziroma vino. Vi ste znan poznavalec vin, če se ne motim, ste tudi sam predelovalec, ste tudi vinogradnik, dobro. Dobro, vas ne bom zdaj vprašal, ali rajši imate dolenjsko vino ali pa goriško, ker odgovor si tudi sam predstavljam. Samo vas bom vprašal zdaj, kakšna je razlika med dolenjskimi in goriškimi vini in nasplošno kakšna je bila vloga vinogradništva v slovenski kulturi, tudi z gospodarskega stališča. Torej, jaz osebno poznam dobro pa slabo vino, pa je ni važno, kje je. Lahko je tudi rusko, če je dobro. Ampak, gledajte, ena stvar pa je. Eno izmed najstarejših izvoznih blagov, kar se iz našega ozemlja izvažalo, je bilo vino. Znamenito je to vino, ki ga bila cesarica Licine in tako naprej. Veste, vino pri nas je starejše, kot mi smo se učili, da so ga Rimljani pa nesli. Rimljani so verjetno na visoke pa nesli. Vinska trta je tle že, odkar smo tle ljudje. In seveda je pa velika razlika. Mi imamo na eni strani odlično vinogradništvo tle okrog zaledju Trsta, potem Brda in pa Slovenske Gorice. In tu je bilo vrhunsko, če hočete, evropsko vino. Naše dolenjsko vino, ki se imenuje Dom Cviček, veste, to ni staro ime. Prvi se Cviček, kolikor jaz vem, omenja leta 1795. In še to se omenja pravzaprav v nemščini kot Tresterwein, kar pomeni vino iz tropin, veliko na pol umetno vino. In Cviček pravzaprav vse nekje tam do, rečemo, 1900 ni veljal za dobro vino, imel najnižjo ceno in Janez Trdina piše, držali so se grdo, kot bi pili Cviček. No, potem so se stvari spremenile, danes je tudi Cviček dobro vino, je pa ena njegova napaka. Cviček ni vino, kot je vaša Rebula ali pa Malvazija ali pa, če hočete, Briški, to kaj je še vrsta stvari. Cviček je ena taka, veste, nežna rosca. Raste za veliko noč je najboljši, potem pa kvaliteta pada in do konca leta ga je treba spiti. Zato svetega Dolenjci se ga nikoli ne branimo. Smo prišli do konca našega današnjega pogovora oziroma intervjuja. Jaz se iskreno lepo zahvaljujem profesorju Grandi, ker je sodeloval z nami v tem intervjuju za njegove odgovore in komentarje. Najlepša hvala. Torej, hvala lepa, pa še zlasti dragemu prijatelju, ki je posebej zaradi tega prišel iz Rima. Tako pa še nisem bil počaščen v življenju.